gospa Maja Žur in gospa Živa Vlahovič iz Agencije Republike Slovenije za okolje predstavili orodja in podatke ARSO za boljšo pripravljenost na podnebne spremembe. Ja, hvala za napoved. Rečen, jaz sem Gregor Gregorič in moje kolegice iz ARSO smo vsi soavtorji te predstavitve, nažalost, Andreja Modec nas ni tukaj. Predstavili vam bomo pa v glavnem orodja in podatki, ki so na ARSO dostopni za uporabo širši in tudi specializirani javnosti, posebej za kmetijstvo. Podatkom za kmetijstvo, ker mi vsi namreč prihajamo zadevati z agrometeorologijo in naš namen je namen alega dela je predvsem suportiranje kmetijstva. In osnovna ideja, ki je tukaj vzad, je, da za uporabo, ustrezno uporabo podatkov oziroma za obvladovanjem z vremenom povezanih tveganj smo v bistvu potem tudi nekako bolj odporni na razmere, ki nas mogoče še čakajo. Zdaj, o tem vsem kasneje, jaz vam bom čisto na kratko predstavil Agencijo za okolje, nekaj vam bom glavna vsebina predavanja bo tudi o vremenu, o meteoroloških procesih, ne bo nobene naše noter, mislim, da v bistvu te osnove procesov, ko zatečejo, ste včeraj bi vas podobno slišali. Predvsem se bomo fokusirali, kot sem rekel, na to, kako ARSO lahko pomaga oziroma se podpira vse deležnike, ki so tako drugače odvisni od vremena in s poudarkom oziroma s poudarkom tudi na kmetijstvu in na specializiranih orodjih, ki jih ARSO zagotavlja in tudi na kazalcih za okolje, to je pa mogoče malo izven tega oskega vremenskega konteksta, ki jih tudi ARSO pripravlja in zbira in so še kako povezani tudi s spreminjajočim se podnebjem. Zdaj, ARSO je v osnovi del MOP-a, organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, ki je financer vašega projekta. Zdaj, to za sabo potegne nekaj zadev, to je v osnovi smo vladna agencija, kar pomeni, da je naše delo, oziroma področja našega dela dokaj jasno določen in zamejen. Nimamo, se razlikujemo od recimo akademskih inštitucij, ker se raziskovalci lahko sami poljubno zbirajo področje dela. Zdaj ne vem sicer, koliko vi vidite, tega teksta nič ne vidite verjetno. Tukaj piše, da ARSO upravlja naloge nacionalnih meteoroloških, hidroloških, oceanografskih in seismografskih služb, ki so relativno, bi rekel, dobro definirane tudi z mednarodnimi konvencijami. V Sloveniji imamo tudi področni zakon, ki nam določa delovanje oziroma določa kaj, kako in bomo koga ne suportiramo. Mogoče bi omenil sam, da v tem zakonu neko ekskluzivno pravico ARSO podeljujejo samo glede opozarjanja. Se pravi, ta opozorila, ki jih lahko spremljate z vremenom povezana in te semaforije, rumeni, rdeči, oranžni in tako dalje, to po zakonu lahko samo ARSO izdaja in včasih se pojavlja kakšni problemi s kakšnim društvom, ki hoče izdaja podobna opozorila. To nekako ne bi bilo samo domena ARSO. Kar se tiče pa raznih splošnih napovedi, telefonskih aplikacij in tako dalje, to pa je seveda ni tukaj nobenih omejitev, da bi to tudi drug razen Agencije za okolje počel. Predvsem pa je glavni namen Agencije za okolje, zdaj ta tekst je, pa sej tega ne vidite. Tukaj piše sicer, da upravljamo preko 200 različnih upravnih postopkov, to je večkrat zastarel tekst, ker ravno pred kratkim se ARSO precej preoblikovala in ravno veliko teh upravnih postopkov, okoljevarstvenih dovoljenj, take zadeve, zdaj upravlja direktno MOP.
Direkcija za vode, ki izdaja recimo vodna soglasja, se je že pred časom izločila iz ARSO, tako da Agencija za okolje zdaj dejansko v glavnem pretežno samo institucija, ki upravlja monitoring, ki izdeluje analize, strokovne podlage in tako dalje. Ni pa nekako med naš delokrog, pa nekako ne sodijo recimo oblikovanje politik, strategij in tako dalje. Ampak podatki, ki so na voljo recimo odločevalcem, državnim organom, so na voljo tudi splošni javnosti. Vsi naši podatki so odprti in tudi to bi rekel, da mogoče niti ni glih navada oziroma je tudi v evropskem prostoru mečkan posebno, ker v glavnem te inštitucije, res je sicer, da meteorološke službe mogoče ponekod niti niso vladne službe, ampak so tako napol gospodarske in potem skušajo tudi nekako trgovati in tako dalje, ampak v glavnem vsi naši arhivi so javni in so tudi bolj dostopni na internetu. In bomo tudi danes tekom dneva malo predstavili, kaj in kako do teh podatkov lahko pridete. Zdaj, namen delavnice je, da se seznamite z podatki in orodje, ki je že bilo rečeno v naslovu predavanja. Zakaj je teh spletnih naslovov več, je pač, bi rekel, nekak vzrok je v organskem razvoju naših spletnih strani, ker pač niso bile sistematično postavljene z nekim načrtom od začetka, ampak so se stalno prilagajale in se še vedno spreminjajo, predelujejo in tako dalje, tako da zdaj stanje trenutno, kakršno je, vam bomo predstavili in bližnjice, kako najlažje pridete do določenih vsebin. No, ampak v glavnem gre za dva portala s spletnimi naslovi, ki se jih je relativno lahko zapomniti. Ta prvi www.meteo.si je bližnica do spletnih strani ARSO, ki se tičejo vseh vremenskih vsebin. Ta drug naslov vreme.si je pa v bistvu bližnica oziroma kretnica do vremenskega portala, ki je posebej prilagojen še za mobilne naprave, tablice in tako dalje, zato ker pač te stare osnovne spletne strani niso. Kazalci okolja so pa pač nekako izven teh meteoroloških portalov, so pa spet seveda na posebni strani. In potem je še vladna stran gov.si, tako da skratka na vsebine ARSO so dejansko razpršene na eno množico vaših različnih spletnih strani. No, tukaj sem si dal še v opombo, da vas opomnim, da pripravite telefone. Zdaj upam, da imate vključen Wi-Fi, da nekaj tega gesla so že včeraj delili, ali pa tisti, ki si mogoče lahko prvošte, če imate pač podatkovni plan, ki vam to dopušča, da lahko pač tudi preko tega. Namreč mi bomo po eni strani pač bi vas seveda povabili, da si lahko tudi sproti med predavanjem te podatke in spletne strani ogledujete. Po drugi strani imamo pripravljeno pa tudi anketo oziroma vprašanja tudi za vaš feedback in vas bomo pa povabili, da bi odgovarjali sproti na ta vprašanja, ki vam jih bomo pokazali. Ciljne skupine, zdaj, kot je bilo rečeno, pač mi prihajamo z oddelka za agrometeorologijo, tako da za nas v glavnem so ciljna skupina kmetici oziroma pridelovalci hrane in tudi za njih v glavnem prirejamo oziroma organiziramo podobne delavnice, kot je tale današnja. Seveda študenti, raziskovalci in pripravljalci strokovnih podlag analitiki, se pravi ljudje, ki se ukvarjajo s podobnim področjem dela, kot mi, so seveda tudi padajo med ljudmi, ki jih mi vidimo kot ciljna publika oziroma naše deležnike. Splošna javnost oziroma potrošniki, se pravi tisti, ki naj bi jih vsi skupaj konec koncev tudi vzgajali v bolj trajnostni način življenja. In pa ne nazadnje tudi odločevalci, oblikovalci politik, se pravi vsi, ki rabijo mogoče podatke za to, da se lažje odločajo. In pač zdaj osnovna ideja je bila, da bi pač mi nekako dobili
vaš feedback, oziroma da bi izvedeli, kako bi se vi opredelili, med katero recimo tale segment naše ciljne javnosti spadate, oziroma kaj je vaše področje dela. Zdaj, tukaj gor vidite, a to vidite, ko piše ahaslides.com, arso.c4c. Zdaj, če odstipkate ta naslov v telefon, vas bo čakalo to vprašanje in vaši odgovori se bodo pač tukaj pokazali. Tako da bi mogoče za začetek vas prosil, da tako čisto na kratko, mogoče s kakšno besedo opišete področje, s katerim se ukvarjate in ki vas je recimo, ki vas uvršča med naše ciljne skupine. Glede se vidi, da je kar nekaj že prihaja. Ja, to smo ugotovili že pred časom, da je pač dobro, vsi vemo, da pač problem podnebja oziroma ukvarjanja s podnebnimi spremembami je zelo interdisciplinarno področje. Problem je, kad smo mogoče malo tudi včeraj videli, da je jezik, s katerimi se govori o različnih segmentih, o dejavnikih, ki oblikujejo podnebje, ga spreminjajo in tako dalje, je včasih malo različen. In to je pač seveda pa vedno izziv. Okay. Hvala. Mislim, da smo dobili en tak osnovni presek. Ali uporabljate orodje ARSO? Mogoče tukaj odgovorite samo, da ne, nisem prepričan, pač danes se teh vremenskih aplikacij že malo morja in verjetno za nekaterimi so naši podatki, se pa da prideti do vremenskih podatkov, tudi pri nas v bistvu čist, rekel, iz drugih verov, ni več tukaj ARSO glavno. Ampak uredno. Zgleda, da imate v bistvu že veliko izkušenj, da relativno dobro poznate orodja, ki jih zagotavljamo. Jaz grem na naslednje vprašanje, s katerim izmed orodij ARSO ste se že srečali. Zdaj na to vprašanje, vprašanje bo zdaj tekom teh predstavitev ostalo odprto, ker vam bomo pač vsa ta orodja predstavili in boste lahko potem tekom predavanja pa mogoče tudi na koncu odgovorili, se mogoče spomnili, ali se ste s katerim tem dotičnim orodjem že srečali. No, ampak gremo zdaj na vsebino, pač kot rečen, glavni predmet tega predavanja bo vreme. Preteklo vreme, bodoče vreme se mogoče ne zdi iz stališča enega uporabnika vreme, ki bo včeraj, pa vreme, ki bo jutri, zelo različna stvar, ampak stališča meteorološke službe je to seveda zelo različen pristop, kako se s tem ukvarja. Preteklo vreme je v glavnem stvar opazovanj. Pač seveda ARSO, kot nacionalna meteorološka služba, vzdržuje mrežo opazovalnic in tudi podatkovnih baz, ki so na voljo portalom, ki so na voljo uporabnikom preko spletnih portalov. Mimogrede pač to takole
si meteorologe predstavljamo opazovanje okolice, tako da to danes je bilo nekaj zelo drugačno doživetje. Dejstvo je, da pač v zadnjem času praktično ni več opazovanj vremena. Tisto dnevniški zapiski, ki so jih opazovalci pisali, recimo v vrstah oblakov, tipih vremena, ki so bili zaznani in tako dalje, tega skoraj ni več. Tole je sicer posnetek z letališča, ampak v glavnem to namesto opazovalcev počnejo optični senzori, ki zaznavajo, ali so padavine ali niso, kako so velike, kako so pač padavinski delci spuščeni ali niso in to pač to prevedejo na vrsto padavine, ali je sneg, ali je dež in tako dalje. V glavnem to so vse podatki, ki se pač shranjujejo potem v naših bazah in so na voljo. Problem pa je seveda potem, kako to interpretirati v povezavi s preteklimi zapisi, ampak tega se zdaj ne bi dotaknili. Bodoče vreme je pa stvar seveda v glavnem računalniških simulacij. Mislim, da je tukaj celo ista slikca, kot ste jo že včeraj videli. Gre za to, da pač o preteklem vremenu vemo veliko, ker smo ga doživeli in zmerali, v bodoče vreme lahko pa samo sklepamo oziroma pač ga napovedujemo s pomočjo računalniških simulacij z globalnimi modeli, lokalnimi in konec koncev je stvar prepuščena. Predvsem za ta stik z mediji pač še vedno največ ljudi pač vremensko napoved posluša preko radia, televizije in je to na koncu stvar interpretacije. In to, kakšna je napoved za naslednje dni, recimo, je zdaj zelo aktualna, ampak ta napoved bo že jutri v bistvu precej brez vrednosti, oziroma pač se bodo z njo ukvarjalo samo tisti, ki dejansko zanima, kakšne so kvalitete napovedi in tako dalje. Se pravi, za razliko od beleženja preteklega vremena se pač napovedi v glavnem ne hranijo oziroma niso zanimive za arhiviranje in za dostopanje do teh podatkov. Zdaj, preteklo podnebje in bodoče podnebje, tudi to je seveda pač nekako samo ekstrapolacija v vremenski črti iz preteklega vremena nazaj, iz bodočega vremena naprej. Tudi v preteklem podnebju pač vemo podobno kot o preteklem vremenu iz meritev. In zdaj pač ena od naših glavnih težav je seveda, da so se te merilne tehnike in ukazovanja spreminjale, da te meritve so do določene mere neprimerljive z sodobnimi, čeprav pač ena od glavnih nalog oziroma želja oddelkov, ki se s tem ukvarjajo, je, da bi v bistvu ohranili vsaj okolico, se pravi te vremenske hiške, mislim, da je to tam na hodniku približno podobne, kot so bile že v preteklosti. Čeprav mogoče niti niso optimalne, ravno zaradi tega, da se nizi ne bi prekinjali in da bi bile te meritve, ki se danes izvajajo, kolikor to primerljive z tem, kar se je izvajalo v preteklosti. Tole verjetno niti ne vidite, klasičen hygrometer, pač merilec količine padavin, je pa po obliki zajema, padavin je pa še vedno praktično isti, kot so današnji, čeprav je pač metoda merjenja vspod drugačna, včasih bo treba ga razstaviti pa zmeriti z menzuro, koliko padavin se je nabrali. Ampak te podatki pač so pridobljeni na drugo vprašanje je seveda, koliko so reprezentativni oziroma koliko lahko posplošujemo. To, kar zmerimo v eni točki na enem zelo majhnem preseku, 10 kvadratnih centimetrov, na neko širše območje, ampak saj bi rekel, ta časovna homogenost ni toliko zelo problematična. No in pač zapiski o preteklih meritvah, ki jih hranimo na ARSO, oziroma te najstarejši zapisi, ki so tudi več kot 100 let stari, nekaj teh, mislim, da je bilo predanih že arhivu Slovenije, ampak velikih tudi, če pri nas hranimo, to je pač tisti nekak največji, najbolj pomemben del vedenja o preteklem variabilnosti vremena in podnebja, ki ga ARSO hrani recimo tudi za bodoče raziskovalce. Podoben kot pri razlikah med preteklim in bodočim vremenom, seveda
Bodoče podnebje je precej bolj stvar, z njim se je treba ukvarjati na precej drugačen način. Tukaj je še veliko drugih negotovosti s tem povezanih, ne samo s tem, kako poznamo stanje in procese, kako tečemo, ampak tudi kako se bodo razvijali seveda drugi dejavniki, seveda predvsem emisije in tako dalje. Tako da to vi tudi verjetno zelo dobro poznate. Ne? Zdaj, kaj je vreme in kaj podnebje, če poslušate, če boste kdaj poslušali recimo kakšnega ameriškega predavatelja, zelo verjetno, da boste ta citat, ki je zelo slavni, v otroških krogih pršali. Pač nekaj je, kar pričakujemo, druga stvar je pa, kaj dejansko dobimo. Ne? In to je pač dejansko tudi nekako razmerje med vremenom in podnebjem. Podnebje je nekakšna statistika vremena v dolgem obdobju. Lahko povem, recimo, ki sem jaz študiral, to je že kar dolg nazaj, ni bilo še v javnosti veliko zavedanja oziroma debat o vremenskih spremembah, oziroma celo tako je, v 70-ih letih se je govorilo celo o globalnem ohlajanju. O tem ste tudi včeraj že dosti govorili, o tistem efektu aerosola zaradi aerosola, zaradi cajka se emitirajo in ki zasenčijo del sončnega sevanja. In v preteklosti je bila industrija precej umazana in je verjetno ta efekt zaradi zasenčenja prevladal. Tako da v 70-ih letih so govorili tudi zaradi temperaturnih trendov, ki so jih mogoče opazili takrat o globalnem ohlajanju. Potem so se te debate malo potikale in pač nekje v zadnjih 20-25 let je pač globalno segrevanje prišlo v spredje. No, ampak pač takrat je ukvarjena z klimatologija je v glavnem neka statistika, vremenska statistika in računovodstvo, če hočete. Se pravi, treba je vse številke urediti, dolge nize številk obdelati, zračunati povprečja, statistične porazdelitve in tako dalje. In to pač včasih ni bilo to zelo, bi rekel, atraktivno. To je ena malo novejša definicija razmerja med vremenom in podnebjem. Pač vreme je tisto, kar vas privede do tega, da oblečete zjutraj tisto, kar pač morate obleči, podnebje pa vam pove, kaj morate vse v omari imeti. In to zdaj kaže na to, kaj podnebje je. Ni samo neko povprečje, to se dostikrat zavede do tega, da javnost tako percipira v bistvu, zakaj se to komplicira, če se ogreje za 1 ali 2 stopinji. Konec koncev, če gledamo to iz vremenskega stališča, če bo jutri recimo 2 stopinji toplejše kot danes, to ni. Ampak podnebje je v bistvu cela statistična porazdelitev. Za spremembo, če se spremeni podnebje, se preseli cela statistična porazdelitev, ne samo s povprečjem, ampak z vsemi temi eksponentnimi repi vzad. In to potem pač privede do tega, da je treba okolo malo, da če marsikaj drugega, ne samo pač te običajne obleke. Zdaj še eno zadevo sem vam hotel tukaj omeniti, učinek metulja. To je tudi zelo slavn, poznan koncept. Mogoče je dostikrat tudi malo narobe interpretiran, dostikrat se tudi v takih, bi rekel, zelo poetičnih kontekstih pojavlja, mislim, da so neki filmi bili posneti, ali pa na internetu pač veliko takih slik vidite. Vse pa izvira iz enega predavanja, ki ga je imel mogoče eden najbolj slavnih meteorologov druge polovice 20. stoletja, ki se je spraševal o tem, ali je res lahko ena tako majhna stvar, kot je pač utrip metuljevih kril, sproži nek velik vremenski proces. Ampak tukaj zdaj ne gre za to, da mogoče tega tornada ali pa orkana ne bi bilo, če tega metulja, pač ta metulj ne bi utripno skrili. Ampak bi mogoče bil v drugem času na nekem drugem kraju. Ne gre za to, da je to zdaj posledica oziroma sprožilc nekih katastrofičnih
bi rekel, zaporedje dogodkov, ampak gre samo za to, da gre pač za neko negotovost, ki v vremenu obstaja, ne, in koncept te negotovosti je pač ta meteorolog Edward Lorenz zelo podrobno raziskoval, iz tega je nastala tudi teorija kaosa in rekel, zelo temeljno spoznanje o tem, da pač ne zaradi tega, ker mogoče stanje vremena ne poznamo dobro, ampak že zaradi samih lastnosti enačb, ki recimo, oziroma procesov, ki določajo vremenske procese, da pač vreme ni napovedljivo. Oziroma obstajajo celo čisto teoretične meje napovedljivosti vremena, tudi če bi stanje v nekem trenutku poznalo v popolnosti, pač enostavno zaradi teh inherentnih negotovosti pač se vrednost poznavanja vremena stanja na začetku s časom izgubi. Ne. In to je pač nek koncept, ki je v bistvu lahko zelo praktično uporaben v procesu simulacije bodočega vremena in konec koncev tudi bodočega podnebja. Iz tega sledi, da pač ni dovolj, da poznamo samo trenutno stanje modela oziroma vremena, ampak tudi bližnjo okolico možnih podobnih stanj. Hkrati mogoče bi lahko rekli, da je treba poiskati tiste najbolj kritične metuljičke, ki določajo, kako se vremenska stanja najhitreje razločijo, divergirajo. Zdaj, čist praktičen problem tukaj je, da seveda, da so kapacitete meteoroloških centrov, ki izdelujejo te simulacije, omejene. In je treba najti tiste najbolj kritične metulje, oziroma pač, recimo, pač naključne procese, ki se odločijo. Zdaj, kako to narediti? Jaz vam to nam razlagal tudi vprašanje, če bi znal točno povedati. So določeni načini, kako odkriti, kje so tiste kritične točke, kjer se določa, pač, kako se bojo razločile različne vremenske poti. Različne po različnih centrih, vem, da so med Evropskim in Ameriškim centrom so bile dosti dolge debate, kjer so eni druge prepričevali, da pač drugi delajo čisto narobe in tako dalje. Gre v koncev za čist praktičen vidik, da je treba se omejiti. In v trenutni praksi je recimo pač to številka nekje pa 50, to se pravi, vremenski centri ne izdelujejo ene vremenske napovedi, ampak 50, s tem, da jih pač ta osnovno vzamejo iz tega najboljšega približka stanja vremena, ki ga poznamo, starih 49 pa mečkrat sperturbirajo pač na način, da ugotovijo tiste kritične točke, kjer je tista občutljivost najbolj eminentna, kjer pač ta metuljev efekt, oziroma naključen proces na zelo majhni skali najbolj določa, najbolj ločuje različne vremenske dogajanja. In pač na začetku so bili takile diagrami najbolj popularni, to se pravi, recimo, če je to vremenska napoved, pa je v vodoravni osi je nanešen čas, v vertikalni je pač temperatura konkretno, so tukaj nanešeni vsi različni scenariji napovedi in pač se vidi, kako se s časom ločujejo. Takmu diagramu se je rekel špageti diagram, čisto po obliki, no in pač recimo taki diagrami so zelo poznani tistim, ki spremljajo napovedi tropskih ciklonov, tudi recimo ameriških novičarskih TV programih, da se bliža kakšen tropski ciklon, začne govoriti o špageti rokih in pač tako debatirajo, koliko teh pač izračunov prinesejo ta tropski ciklon v bližino pač tistega njihovega področja, ki ga zanima. Tako da to pač tropski cikloni so samo eden od primerov, ki so zelo kritični glede na pač to veliko stanje oziroma divergenco
različnih vremenskih stanj. No, pač tole, kar sem pa tele pokazal, je v bistvu na tak način se v zadnjem času bolj običajno prikazujejo te tako imenovane ansambelske napovedi, to se pravi napovedi iz skupka večjih vremenskih scenarijev. Tole je napoved za Ljubljano, ki jo dobimo iz Evropskega centra, iz prejšnjega ponedeljka. In se pač vidi, ne, dokje je v bistvu dosti veliko soglasje glede razvoja, ne, se pravi, sred tedna je bila tale otoplitev, zdaj smo v tem procesu ohlajanja, tukaj v bistvu že ni čist, bi rekel, kompleten konsens, kako globoko bo to ohlajanje šlo, kako se bo pa naprej razvijalo, je pa v bistvu dost še vprašljivo. No, tole je sicer napoved za en mesec, iz nekega razloga Evropski center dvakrat na teden izda napoved vremena podaljša za cel mesec, verjetno samo zato, da vsi vidijo, ne, da pač več kot 10-15 dni nima kakšnega smisla. Ne. Se pa vidi, ne, pač meje napovedljivosti, to se pravi vse te izboljšane simulacije, Aladini, visoka resolucija vremenskih modelov bo prinesla izboljšanje nekje tukaj. Ne. Čim se začne ta osnovna divergenca vremenskih stanj, te modeli z visoko resolucijo ne pomagajo več, tukajle bojo prinesli mogoče boljše poznavanje površja. Površje v vremenskih modelih je še vedno relativno slabo zastopano, se pravi, ko bojo boljši podatki za zrejeno stanje tal, koliko je kaj mokro, koliko je kaj mogoče zmrzen, zasnežen, koliko je vegetacija mogoče višja ali pa nižja, kar je bila v primerjavi z nekim povprečjem, ki še vedno v teh modelih. Tukaj je še mogoče prostor za izboljšavo, ne. Tukaj nekje pa v bistvu ne več. Ne. To je pa v bistvu samo še, tukaj pa pridemo v področje, ko te modeli simulirajo podnebje, ne. Oziroma variabilnost, ne, to se pravi, tako, kot sem prej rekel, podnebje ni samo povprečje, povprečen izračun vremena nam kaže pač neko podnebno značilnost, ki je očitno odvisna pač seveda od astronomskih dejavnikov, ne, pač, ker gremo v hladno polovico leta, se temperatura povprečen znižuje in še ves v bistvu razpon te tako imenovane notranje variabilnosti. Ne. In dostikrat je pač tako, da ko se govori, recimo, ko uporabniki napovedi, ne, sicer to gre bolj za uporabniki takih napovedi so glavno multinacionalke, ne, pač oni dejansko znajo uporabljati te verjetnostne porazdelitve, ne, in ko gre za vprašanje investirati, ne vem, v Azijo, Južno Ameriko in tako dalje, za kakšen poseben pridelek, recimo, no, in oni ponovno rečejo, da bi radi, da bi se izboljšale napovedi tudi v tem področju, ne, in potem vremenski center odgovori, ja, delamo na tem, da bo ta vremenska napoved še boljša, ne. Ampak oni pa rečejo, aha, fino, to pomeni, da se bo ta variabilnost zmanjšala. Odgovor meteorološkega centra je ne, povečala se bo. Ne. Izboljšava dolgoročne napovedi v njihovih očeh pomeni, da bo še več teh članov ansambla, ne, da bojo znali več različnih v bistvu teh perturbacij začetnega stanja in da se bo posledično ta variabilnost še razširila. In podobno je, no, se to bomo tudi pol videli na hitro, ko bom pokazal pri klimatskih simulacijah. Vse klimatske simulacije niso nič drugega kot podaljšanje te simulacije za naslednjih 10 let. S tem, da se vključi še mogoče malo bolj podrobno pač vsi te sevalni prehodi, kar ste jih včeraj slišali. V teh običajnih vremenskih modelih so te sevalni prehodi v bistvu zelo preprost opisani ali pa zelo kot konstanta noter, ker to pač iz danes na jutri, pa na nam nima kakšnega vpliva.
Medtem ko pri klimatskih simulacijah je pa to vse tako narejeno, kot ste včeraj videli, ne? Pač vsak toplogredni plin posebej segreja, posebej absorbira CO, njega posebej daje in interagira z drugimi. In pač seveda pri klimatskih simulacijah je pa ta variabilnost bistvena. To se pravi, to je tisto, kar nam pove, kaj na obeh koncih statistične porazdelitve, kaj prinese ta plus 2 stopinji. Pri verjetnosti, da pač eno določeno vremensko stanje zaide nekam v ekstrem. Ok, zdaj bom zaključil s tem teoretičnim razpredanjem, pa bom šel na te naše podatke in portale. Kot sem prej omenil, eden od portalov je vreme.si in tukaj pač, kot je rečen, ta portal je predvsem namenjen za mobilne platforme, za telefone in tablice. Zdaj, tlele v bistvu deluje zelo podoben kot večina drugih vremenskih aplikacij, zberete pač neko področje, ki vas zanima, dobite predvsem napoved. Zdaj, ker tukaj sem jaz rekel, da bi vam predvsem pokazal, kje dobite podatke v preteklem vremenu. Ne vem sicer, zakaj je to tako čudno skrit, ampak tlele zraven imena lokacije imate eno tako zavito puščico, to čisto namehne. To so zdaj skrivnosti, ki vam jih razlagam. Če to puščico kliknete, dobite pač podatke iz najbližje avtomatske postaje za par dni nazaj za pač veličine, ki so tam zmerjene. To je nekako najhitrejši način, kako pridete do podatkov iz merilne mreže. Aha, to sem hotel še omeniti. Tukaj v temle portalu vreme.si levi navigaciji čist na konc piše sušomer. Sušomer je pač spet posebno orodje, ki jo bo kolegica kasneje posebej predstavila. Tukaj vam samo povem, kako do tja pridete. Na portalu meteo.si, kot je rečen, to je pa ta bolj klasičen, tradicionalen spletni portal vremenske službe, so pa pač, tukaj so pa dostopne vse informacije o preteklem vremenu, recimo stabiliran. Za merilne postaje posebna predstavitev je za agrometeorološki portal, kjer so pač izbrane postaje interpretirane pač predvsem stališča podatkov za kmetijstvo. No, če na temle portalu meteo.si pa imate možnost ali tukaj, ki piše vreme podrobneje ali pa malo nižji arhiv meritev, pridete pa do tazga uporabniškega vmesnika in preko tega lahko dejansko dobite vse podatke, ki so bili kadarkoli zmerjeni v mreži ARSO oziroma predhodnikov ARSO, Hidrometeorološkem zavodu pa kako je že bila? Geodinamična naprava še pred vojno in tako dalje. V glavnem, sicer je uporabniški vmesnik je majčkeno uporen, pa zahteva, mislim, da imate nameščen flash player, take zadeve malo zastarjali že vse skupaj. Jaz seveda v procesu prenove, zdaj prav podrobno vas ne bi tukaj skozi usmeril, no pač namen je, da vam povem, da pač podatki so tukaj na internetu in ni treba, mislim, ni tako, da bi mogli zdaj posebej preko ARSO dobiti neko dovoljenje in tam nekaj izčrpati. Tukaj imate pač spremenljivke postaje, časovne agregacije in če pa se čez to nekako prebijete, pridete do vseh podatkov. Zdaj, kar se tiče podatkov o preteklem podnebju, poseben zavitek tukaj v levi navigaciji so podnebne spremembe. In tukaj pridete do strani, kjer so v glavnem seznami dokumentov in so razdeljene nekako na dva dela.
pretekle podnebne spremembe pa podnebne projekcije. Se pravi, to je ta osnovna ločitev, ki sem rekel, ne, pač obravnava pretekle podnebne variabilnosti, pa obravnava bodoče podnebne variabilnosti. Zdaj, kar se tiče pretekle podnebne variabilnosti, gre predvsem za obdelavo meritev. Tukaj jaz bi mogoče vas opozoril, pač v glavnem gre tukaj za dokumente, ki so dostopni v PDF obliki. Upozoril bi vas na eno brošuro, Podnebna spremenljivost Slovenije. Tukaj so pač opisane vse podatki, zračunani trendi in tako dalje. Podatki, ki so bili uporabljeni za pripravo te publikacije, so pa tudi na voljo. Tukaj piše, mislim, da pregled homogeniziranih klimatoloških meritev. Homogenizacija je en poseben proces, kjer se poskušajo odstraniti vplivi sprememb merilne metode, relokacije postaj, zamenjave meteoroloških hiš in tako dalje. In to se včasih zelo jasno vidi, ko se nariše časovni niz, časovna vrsta, da so določeni skoki. In te skoki niso povezani z podnebno variabilnostjo, ampak so povezani pač z metodo merjenja. Te skokov so se preden so kolegi na oddelku za klimatologijo začeli računati trende, poskušali znebiti. In to je dostakrat tudi kritika kakšnih podnebnih skeptikov, da se te podatke umetno šraupa. Ja, mislim, bolj primerno je, da se homogenizirane podatke uporablja za to, da se izračuna trende kot originalne. Ampak tukaj v tej publikaciji imate to tudi vse razloženo. Ne gre v bistvu, jaz sem zagotavljam, da ko se je šlo v to homogenizacijo, ni bilo na koncu enega cilja, da se dobi pač tista sprememba 1,7 stopinje, kar je bilo zračunano iz teh naših podatkov. Šele, ko je bila ta homogenizacija narejena, po principih, ki veljajo za to, da kako se pač te časovne nize popravljajo, so se trendi izračunali in so pač prišli do teh podatkov. Zdaj, jaz vam jih ne bom tukaj v bistvu bral, kad rečem, pač ta brošura je objavljena gor in lahko pač v glavnem jih pa vi, ki se ukvarjate z podnebnimi spremembami, že dobro poznate. Kar se tiče bodočega vremena, mogoče tukaj ne bom toliko časa zgubljal, zdaj spet, če rečemo vreme podrobneje, modelska napoved, verjetnostna napoved, tukaj dobite pač to ansambelsko napoved iz Evropskega centra, seveda ne za cel mesec odrezano, tukaj na 10-15 dni, kolikor ima smisel, tako da operativno te ansambelske napovedi tudi najdete na naši spletni strani. V obliki pač take statističnega prikaza okvira zvečaje, se pravi, gre za statistično, za vsako časovno točko, statističen prikaz vseh možnih bodočih stanj vremena, kolikor izhajajo z vremenske napovedi. No, potem pa podnebne projekcije bodočega vremena. Na spodnjem delu te strani, ki jo dobimo pod zavihkom podnebne spremembe, tukaj dobite eno obsežno brošuro, ocena podnebnih sprememb po Sloveniji do konca 21. stoletja. To je bil en projekt, ki je bil zaključen par let nazaj, tako da še ni. Narejen je bil na scenarijih Eurocordex, to je še prejšnjo IPCC poročilo, ne to šesto, ker šele nekaj izhaja v resnici. Tako da so tudi te scenariji oziroma razvoja oziroma reprezentativne poti razvoja tiste prejšnje. Tukaj not je seveda tudi vse razloženo, kje smo črpali podatke, kako smo jih obdelali, kako smo pač prilagodili na območje Slovenije. Tale diagram se mi zdi zanimiv tukaj pokazati negotovost. To je
variabilnost, ne, podobno, kot sem vam prej kazal za vremenske napovedi, pač enako tudi pri klimatski napovedi, s tem, da gremo tukaj do konca 21. stoletja. Ne. In tukaj je tudi obravnavan vir te negotovosti. In vidite, tale notranja spremenljivost, to je pač to znotraj modela, se pravi znotraj med temi člani ansambla. Modra negotovost pa izvira iz različnih teh računalniških simulatorjev. Ne. In to, da je ta modra negotovost še vedno večja kot ta notranja, to pomeni, da je pač tukaj še vedno prostor za to, da se te simulacije izboljšajo. Ne. To pomeni enostavno, da je pač še vedno večja variabilnost izhaja iz tega, kako so pač, ne vem, določeni programerji pristopali k formulaciji teh enačb in tako dalje, kot pa tista variabilnost, ki izvira iz tistega, ki so jo zanalašč povzročili s tem, ker so perturbirali začetno stanje in tako dalje. Ne. V resnici bi mogli biti ravno obratno. Ne. Dosež bi mogli, da bi pač te mehanizme poznali tako dobro, da bi bila pač ta notranja variabilnost velika, ne, ta medmodelska pa relativno manjša. Ne. Ampak pač, še vedno je pa seveda deleč največja negotovost pa tista, ki izvira iz RCP scenarijev, to se pravi scenarijev, ki nam povejo, kako se bojo gibale pač emisije v tem stoletju. Ne. Ampak to je pa seveda vprašanje, na katerega podnebne simulacije ne znajo odgovoriti. Tukaj pod temi brošurami imate tudi link na atlas podnebnih projekcij. Zdaj, vsi diagrami, karte, trendi za tukaj so 3 izbrani različni scenariji. Najbolj optimističen, za katerega smo včeraj slišali, da je itak že bolj ali manj mim, ne. Tale najbolj realističen 4,5 pa business as usual 8,5. In grede te številke pomenijo pribitek pred temu efektivnemu neto sevanju, ki ste ga včeraj obravnavali. To pomeni dejansko v vatih na kvadratni meter, koliko dodatnega energijskega toka iz atmosfere nazaj dol v Zemljo pri določenem scenariju dobimo. In ta pač neto pribitek gre potem v te modele za simulacijo razvoja vremena, se perturbirajo in potem simulacijo spusti do konca stoletja. In potem iz teh simulacij potem dobimo vse te možne poteke gibanja temperature, z njimi povezano gibanja padavin, izhlapevanja vodne pare, ne, to smo tudi včeraj slišali, da pač veliko več vodne pare bo v zračju, pomeni, da se bojo padavinski režimi spremenili in tako dalje. Kar je bilo preračunan za ozemlje Slovenije, kar so to kolegi naredili na oddelku za klimatologijo, kot rečem, tukaj dobite. Posebna publikacija je tudi bila narejena za vpliv na kmetijstvo. Je bila takale brošura izdana, nekaj teh brošur je, mislim, da je tudi ozunij. Stiskanih, drugač PDF je seveda na voljo tudi na spletni strani, kjer smo se pri analizi osredotočali predvsem na vpliv na gozdarstvo in kmetijstvo, to se pravi predvsem spreminjanje rastne dobe, zgodnejši začetek, kasnejši zaključek vegetacije in pa predvsem pozebe. Pozeba je en tak tipičen fenomen velike odvisnosti od variabilnosti, ne od povprečja. Zdaj, kaj pomeni povprečna temperatura v nekem letu, v nekem obdobju, je popolnoma irelevantno za pozebo. Za pozebo je samo vprašanje, ali se bo za tiste 2-3 ure na določen dan pač ohladil na mejo -2, -3 v obdobju, ko je pač rastlina v tistem najbolj občutljivi fazi. In zdaj tukaj vam v tej brošuri sicer piše, da ne. Dejansko z podatki, ki smo jih dobili iz teh scenarijev, iz teh simulacij, kolikor smo jih oblačali, trenda sta se odštela. En trend je višanje temperature, drug trend je vedno zgodnejši razvoj rastlin. In
Po neki logiki bi pomenili, da, da se začetek vegetacije pomika v zimo, ne, da to pač povečuje tveganje. Ampak to tveganje se nekako šteje z tem, ker se pa povprečna temperatura tudi v tem obdobju viša. Problem je seveda v tem, da je, kot rečen, je to vprašanje notranje variabilnosti. Kolikšna je zdaj verjetnost, da se nam pa pojavi pač v določenem dnevu en tip vremena, ki nam polarni zrak pocrka nad naše kraje, kar se nam je zgodilo letos maja. In pač letos ni bila temperatura pod nulo samo 2-3 ure, ampak kar cel dan. Tako da, kar se je letos zgodilo, je bilo pač nekaj zelo izrednega. In mi zdaj dejansko v nadaljevanju tega projekta bomo probali odkriti, ali obstajajo določeni signali. Tudi včeraj smo slišali na prezentaciji, da so signali, da se spreminja vzorec valovanja zapornega toka. To je tisto ključno tveganje. Ali je povečana verjetnost, da bo ta hladni zrak, ki ga je v severni pologi še vedno zelo velik v hladni polovici leta, ali postaja večja verjetnost, da bo v času občutljivega obdobja razvoja vegetacije pustno tudi nam. No, ampak jaz bom zdaj, da ne bi v bistvu nam času šel tukaj zaključil, pa šel na prvo orodje. Agrometeorološka napoved, dobro, zdaj nekaj imam še takih začetnih slajdov, mi pač ta slajd pove, da pač mi to naše orodje vidimo kot nadaljevanje tradicije, ki se je začelo že pač z kmečkimi in rokodelskimi novicami, s tem, da so takrat pač na svete kmeticam dajali glavno na podlagi pratike, tradicije svetnikov in tako dalje, pač mi pa zdaj to poskušamo z drugačnih virov. Zdaj, danes je bilo vprašanje tudi, ali bomo kaj govorili o prilagajanju kmetijske proizvodnje. Tako bom rekel, mi vidimo v bistvu izboljšave oziroma bi rekel planiranje kmetijske proizvodnje, ki bi bila bolj, bi rekel, načrtovana oziroma bolj smiselna iz stališča porabe virov in tukaj je vprašanje ali učinkovitost namakanja ali izbira pač asortimenta, tudi bi rekel vremensko pogojena uporaba gnojil in zaščitnih škropljen, da je to v bistvu tudi konec koncev del prilagajanja. S tem, ko recimo kmetijski pridelovalci dejansko vire uporabljajo tako, da optimizirajo pridelavo, ne pa pač tako, kakor so navajeni oziroma kakor se jim zdi prav. Recimo, pri namakanju je pač tradicija taka, da so na namakalnih sistemih določeni časovni sloti, kdaj kdo lahko namaka. In pač, ko nekdo pride na svoj časovni slot, pač ventile odpre na polno. Ne samo, da pač s tem ni nujno, da pač izboljša svoj pridelek, lahko mu celo škoduje, s tem, da pač ti sam sebi še stroške povzroča. Dejstvo je, da pač bi bilo lahko namakanje seveda bolj učinkovito, je pa dejstvo tudi, da v luči podnebnih sprememb, kakor pač mi vedno rečemo, pridelovalcem verjetno ne bo šlo brez namakanja. Oziroma prakse, ki so zdaj, kjer v bistvu vsako leto gledamo, a bo leto šlo skozi, ne bo, ne tako kot včasih, ki je bilo to na 7 do 10 let. To ni vzdržna praksa. Ampak da ne bi zdaj se tukaj preveč zadržali, pač na tem orodju za agrometeorološko napoved. Tukaj ne gre za neko posebno orodje, ki bi bilo posebej razvito. Pač tu stvar izvira iz tega, da smo imeli delavnice recimo z kmetijsko zbornico in pač oni so nam jamrali to, kar ste verjetno že vi zdaj ugotovili, da pač so podatki razmetani po spletnih straneh, da jih ne najdejo, nimajo časa se usesti, poiskati.
in smo se pač odločili, da se pač te podatki, ki so sicer dostopni tudi drugje, nekako zberejo na enotno mesto in da pač vse tisto, kar mogoče kmetice zanima, dobijo preko enega tazga skupnega portala pod zavitkom agrometeorologija na portalu meteo.si. Imate agrometeorološko napoved in tukaj imate pač skupaj pregled vremena, trenutna opozorila, trenutno napoved, to se pravi čist del iz prognostike, potem vse meritve, ki so relevantne za kmetice, predvsem je to temperatura tal. Tukaj piše to, kako do tega pridete, kot rečem pač agrometeorološka napoved in potem si izberete vašo regijo. Regije so razdeljene po nekak ključu, ki ga uporablja prognoza, to se pravi, nekako so regije oblikovali tako, da so rekli tam, kjer je vreme približno homogeno z njihovega stališča, ne. Ob neki določeni vremenski situaciji, mi smo pač izbrali neko reprezentativno merilno postajo, dodali, pač, kot sem že prej rekel, vremensko napoved za to lokacijo, meritve, ki so za njih relevantne, to se pravi temperatura talke, predvsem zelo aktualna spomlad, da se ne bi recimo prehitevali s kakšnimi kmetijskimi deli, ker je pač zemlja še prehladna. Potem temperaturne vsote, ki so zelo povezane s tem, kako se razvijajo in kmetijske rastline in po drugi strani tudi škodljivci, da bi pač še pravočasno, mogoče zdaj tudi ne prehitro šli z fitofarmacevtskimi sredstvi. Smer in hitrost vetra je zelo pomembna tudi pri škropljenju, pač če je kakor tukaj piše, če je prevetrenost slaba, pa to ostaja določen čas, je to zelo močen signal, da se jim lahko začnejo razvijati kakšne infekcije. Po drugi strani pa, če je prevetrenost prevelika, pač seveda škropljenje nima nobenega smisla, ker ni efektivno in se pač obremenjuje okolico, pa tudi konec koncev tam, kjer je pa namenjeno, pa ni tazga efekta. Površinska vodna bilanca, napoved padavin je pač ansambelska, zato ker pač padavine so najbolj variabilni vremenski parameter. In vodna bilanca, to se pravi površinska vodna bilanca v nekem določenem obdobju, večtedenskem, recimo mi spremljamo vsote, akumulacije za obdobje od tipično začetka vegetacijske sezone, se pravi začetka aprila. In tukaj se potem kažejo signali za sušo, ampak več o tem, ko bo kolegica predstavila sušomer. Tole orodje za svetovanje v namakanju bi pa mogoče zdaj razpustil, da ne bi nam čas ušel. Dejstvo je, da ta zadeva ni še odprta, je malo eksperimentalna, tudi v sodelovanju s kmetijskimi zavodi, ker svetovalci izdajajo te nasvete, pač obstaja nek relativno preprost model, ki vsebuje tako podatke o razvoju rastlin, kot o seveda vrebenu in z njim lahko izračunamo dejansko, kakšna je potreba po namakanju za določeno rastlino na določenem kraju. Kot nasvet za kmetice, ampak tudi še bolj pogosto, ker to uporabljamo za analizo, kot ponovadi dobimo potem po končani suši od predvsem Ministrstva za kmetijstvo prošnjo, da jim pač analiziramo, katere kulture na katerem mestu so utrpele kakšno škodo. Potem se iz primanjkljaja v tej vodni bilanci preračunanga na določeno rastlino lahko pač ugotovi, kakšen je bil ta stres, predvsem v primerjavi s kakšnimi drugimi. Ok, jaz bi tukaj zaključil, pa predal besedo naprej na naslednjo orodje na sušomer.
predstavljam sušomer. Kot že ime pove, v bistvu sušomer prikazuje stanje suše v 15 regijah Slovenije. To so te iste regije kot pri agrometeorološki napovedi, se pravi neke območja, ki imajo skupne vremenske karakteristike. Ta sušomer se osvežuje vsak četrtek popoldne. Pa v bistvu predlagam kar, da se mogoče skupaj sprehodimo s telefonom čez ta sušomer, da boste lahko sprot klikali, pa da se kakšno vprašanje se lahko pojavlja. Najbolj se v bistvu dostopa tako, da se v Google napiše Arso vreme in tam se odpre ta modra stran za pametne naprave in ob strani, ko imeni, pa kliknete na tole prečrtano kapljico. To, ali pa če se direkt, če se vtipne sušomer, po mojem tudi med prvimi 3 izbori, je direkt link. Zdaj, v računalniku sem odpre takle pogled, na telefonu je pa pač meni s 3 črticami, gor kliknite se pa čista struktura odpre. To je povzetek, to je ta prvotna stran, potem je še stanje površinskega sloja tal, stanje vodotokov, stanje podzemnih voda, meteorološke razmere in pa opis metodologije. Značilno je tega sušomera, da vsa ta struktura sledi značilnostim pojava suše. Se pravi, vedno pogoj za nastanek suše so določene meteorološke razmere oziroma pomanjkanje padavin, oziroma odklon padavin od dolgoletnega povprečja. To se sčasoma potem izrazi v suhem površinskem sloju tal oziroma kmetijski suši in če to obdobje anomalij primanjkljaja traja dalj časa, se pretoki v rekah zmanjšajo in nastane hidrološka suša površinskih voda in nadalje s časom se tudi gladine podzemnih vod zmanjšajo, tako da dobimo hidrološko sušo v podzemnih vodah. Preden začnemo brati sam sušomer, je fajn, da si preberemo metodologijo. Lahko vam hitro povem povzetek te metodologije. Sušo merimo z sušnimi kazalniki. Vsak tip suše ima svoj sušni kazalnik in naprimer za kmetijsko sušo je pač ta osnova površinska vodna bilanca, ki je Gregor že omenil. To je razlika med količino padavin in pa potencialno evapotranspiracijo in je izračunana za vsako regijo, za reprezentativno regijsko postajo. Potem suša površinskih voda uporablja kot osnovo pretoke in podzemnih voda gladine podzemnih vod. V bistvu vse te vrednosti, pomočjo teh vrednosti določimo, kakšna je stopnja suše. Imamo 3 stopnje suše, plus pač običajno povprečno namočenost. Se pravi, zmerno sušo, izrazito sušo, pa izjemno sušo. Kako pa to stopnjo določimo? Našo to vrednost primerjamo z dolgoletnim obdobjem, se pravi z nekim referenčnim obdobjem, ki je v tem primeru leta 81-2010. In če ta naša vrednost pade, naprimer med 5% najbolj intenzivnih suš, pomeni, da je presežen 95. percentil. Če pogledamo, tukaj imamo zapisane tele pragove za vsak tip suše. V tem primeru, če je presežen 95. percentil, imamo izjemno sušo. In raven v tem primeru izjemne suše se pa ne zanašamo samo na vrednost, ki jo pokaže naprimer to površinska vodna bilanca, ampak uporabimo še druge vire. In to izjemno suše mora potrditi tudi strokovnjak. Če potem kliknemo mogoče kar na stanje površinskega sloja tal, da se prestrahodimo, kaj pa nas čaka v posameznem zavihku. Za vsak tip suše najprej imamo karto, nek kartografski prikaz, kjer so regije označene z barvo, ki ustreza določeni stopni. Potem je pa besedilo opisan preteklo 7-dnevno obdobje, potem je določena stopnja sušnosti, ter pričakovan trend v naslednjem tednu. Vsak tak zavihak ima pa tudi grafični prikaz. Če bolj natančno pogledamo stanje površinskega sloja tal, v tem, kaj se dogaja v preteklem 7-dnevnem obdobju, imamo opisano, kaj se dogaja z vodno bilanco in vseh teh parametrov, ki so vplivali na vodno bilanco, se pravi padavine, evapotranspiracijo in potem povezano s tem, kako je bilo s temperaturami in pa so bili kakšni vetrovi. Pač vse tisto, kar je pomembno vpliva na tako vodno bilanco, kot jo imamo. Oceno stopnjo sušnosti naredimo tako, da v bistvu vzamemo 30-dnevno kumulativno vodno bilanco in jo primerjamo z referenčnim obdobjem. Za vsako regijo posebej
In če pa v primeru izjemne suše, so nam pa veliko pomoč pa tudi drugi viri, kot je na primer podatki poročevalske mreže Slovenije. To so poročevalci v suši, ki so se v okviru enega projekta Dry Danube vzpostavili in lahko v bistvu vsak postane poročevalc v suši. Tako da, če bi vas to zanimali, so vzorni letaki, kjer so kontakti in kako se v bistvu registriraš, pa tudi na nas se lahko potem po delavnici glede tega obrnete. Potem, če pogledamo naprej, če se poskrolite dol, piše tudi veliko o stanju kmetijskih ekosistemov. Je sodelavec agronom, v bistvu vsak teden piše o temperaturi tal, kakšno je stanje teh rastlin na polju, kakšen je fenološki razvoj, če kaj vpliva suša na kakšne odmike ali pa THI, temperaturno vlažnosti indeks, ki je pomemben pa poleti zaradi vročinskega stresa na govedu. In potem na koncu pa še trend za prihodnji teden. Za vsako regijo je to potem prikazano na kartah, skupaj s trendom, v srednji barvi. Ob strani vmes pa tudi na koncu je pa graf, kjer pa imate za preteklih 30 dni dnevno meteorološko vodno bilanco in pa spodaj tudi kumulativno meteorološko bilanco s percentilnimi mejami, tako da lahko tudi sami v bistvu s pomočjo tega grafa ocenite, brez da gledate ves tekst, koliko je suša. To je glede tega površinskega sloja tal. Zdaj pa nas zanima, če smo kmetijski pridelovalci, tudi kakšno je stanje v vodotokih po podzemnih vodah. Ja, če namakamo, je fajn, da vemo, ker potem iz pomankanja vode na tistih področjih lahko sledijo neke restrikcije. Ravno tako, to so pa kolegi hidrologi delajo, v bistvu vodnatost rek opis preteklega tedna temelji na opisu vodnatosti posameznih rek. In potem vse to je v bistvu kar velik zalogaj bil, stopnjo sušnosti pa agregirajo na to prognostično regijo. Tako da so te hidrološke postaje vse podatke z zaledjem, ki pride v to regijo, upoštevajo in potegnijo sušnost. Za prihodnji trend pa tudi v bistvu naredijo oceno na nivo regije, s tem, da pa izpostavijo pa tudi posamezne reke. In tukaj le, naprimer, na grafi so za posamezne bolj kritične reke v Sloveniji in se v bistvu klikamo lahko takole s tem kvadratkom po vseh tistih, ki so jih izpostavili. Včasih sta to 2, včasih jih je 10 grafov, pač preklikati se je treba. A bo upoštevajo tudi črpanje termalne vode ali je to se upošteva samo stanje rek? Ja, hidrološko stanje rek na tem območju plus ocena sušnosti glede na dolgoletno povprečje. V bistvu, pretoki že zajemajo vse to črpanje noter, ker pač je zmeraj nižji pritok. Aha. Čeprav se črpa iz podzemlja termalno vodo? Ja, ne, podzemne vode ima pa posebej meritve, merijo pa gladine vode. Aha, to vodna dovoljenja pa črpanja so pa v bistvu potem že stvar direkcije za okolje, kjer neko omejitev postavijo in potem inšpekcije, če se to upošteva. Ja, veste, zato me zanima, če je v tem sušomeri, če se uračuna tudi to, koliko termalne vode je počrpane in pač to ometira na stanje razpoložljive vode v prostoru. Ne, samo v bistvu pač gladina vode je neko dejstvo in s tem operirajo. Ok. Ja, se pravi, te, ki se parijo s podzemno vodo, so samo te postaje merilna mesta, kjer se meri gladino podzemne vode. Upoštevajo te dnevne gladine in pa pač kako se je spreminjalo v preteklem tednu v medzeranskih pa kraških vodonosnikih, s tem, da pa kraških vodonosnikih upoštevajo izvire, ker voda pride na površje. Stanje ravno tako agregirajo na regijo, zato da imamo poenoten. Grafi so pa prikazani, pa za posamezno merilno mesto so upoštevani tisti najbolj kritični. Je pa, to pa je, da je ta sušomer mogoče malo poseben, ker nam je uspel na prikaz vseh 3 tipov suš združiti na eno karto. To je kar zalogaj, v bistvu so vsi ukvarjali s tem, kako to narediti, in to je pač neka prva oblika, je pa to v razvoju, tako da upošteva se potem tudi želje uporabnikov, pa nova znanja, pa se to se bo še dodelovalo.
Kot sem rekla, meteorološke razmere so pa vedno pogoj za nastanek suše in potem v tem zavitku, če kliknete meteorološke razmere, imate prikazano, kako je bilo v preteklim tednu s temperaturo, padavine pod respiracijo in pa zraven še karte odstopanja od dolgoletnega povprečja. In na koncu je pa v povzetku, je pa ta združena karta. Na tej karti je pa treba vedeti, da je prikazana najslabša situacija, zraven pa ikonca tiste suše, ki jim to ustreza, ta barva. Če pa nas potem zanima bolj natančno, gremo pa posamezno razdelek pogleda. Zaključi se pa vse skupaj za vremensko napovedjo do naslednjega tedna, ko nas potem v četrtek, ko nas čaka že nov sušomer. Pa živa bo pa šla na podnebje. Ja, jaz vam pa v bistvu predstavila še zadnje današnje orodje ARSA in sicer kazalce okolja. Kazalci okolja v bistvu na podlagi grafov, kart in pa pripadajočih komentarjev opisujejo oziroma prikazujejo smer razvoja okolja v Sloveniji in s tem opozarjajo na spremembe, od katerih so nekateri tudi nepovratni. Za razliko od traktorčkov oziroma agrometeorološke napovedi in pa sušomera, ki omogočata sprotno spremljanje nekih pojavov oziroma spremenljivk, gre tu za spremljanje na daljši časovni ravni oziroma v daljšem časovnem obdobju, se pravi več 10 let. In na ta način v bistvu ne dobimo samo informacije o tem, kakšno je trenutno stanje oziroma stanje v tekočem letu, ampak tudi kakšen je morebiten trend. Zdaj, v spletnem portalu Kazalci okolja je preko 180 kazalcev, ki prikazujejo stanje, lastnosti ali pa razvoj nekega posameznega pojava. In čisto konkretno gre naprimer za izpuste toplogrednih plinov, gibanje povprečne temperature zraka, imamo tudi površino Triglavskega ledenika, poraba energije v kmetijstvu in tako naprej. Zdaj, če poznamo obnašanje nekega kazalca, še posebej takih, ki so povezani s podnebnimi spremembami, lahko potem svoje ravnanje tako kot posameznik, kot tudi skupnost prilagodimo v smeri blaženja ali pa prilagajanja na podnebne spremembe. Ti kazalci so razdeljeni v več tematskih sklopov, ki se navezujejo ali na sestavne dele okolja, na okoljsko problematiko ali pa na sektorje. Zdaj, dostopni so na strani kazalci.arso.gov.si, je telefonov prijazno orodje, tako da lahko do njega dostopate ali prek svojih mobilnih telefonov ali prek računalnikov. Preden pa bi se skupaj sprehodili po tem orodju, bi si pogledali še pa krajši video vodnik. Spletna aplikacija Kazalci okolja v Sloveniji je namenjena odločevalcem pri načrtovanju in upravljanju okolja in splošni javnosti pri razumevanju okoljskih izzivov. Kazalci okolja so na dogovorjen način izbrani in predstavljeni podatki o okolju, omogočajo prikaz stanja, trendov in razvoja okoljskih pojavov. Z uporabo spletne aplikacije si tako lahko odgovorimo na zanimiva in aktualna okoljska vprašanja, kot na primer, kakšen zrak dihamo, kakšno vodo pijemo, koliko energije porabimo. Na začetni strani najdemo osnovne informacije o kazalcih okolja. V želji za več informacijami lahko kliknemo na gumb Preberite več. Tako pridemo do podrobnih informacij o tem, kaj so kazalci okolja, kakšen je njihov način izbire, kako so predstavljeni in kakšna je njihova uporabna vrednost. Ko se želimo vrniti na vstopno stran, kliknemo na gumb Domov. Na vstopni strani si lahko ogledamo osrednje sporočilo naključno izbranega kazalca ter zadnje posodobitve le-teh. Spletna aplikacija je na voljo v 2 jezikih. S klikom lahko izberemo slovenski ali angleški jezik. Kazalci so razvrščeni v teme in navode. V primeru, da nas zanima, kakšno vodo pijemo, med temami izberemo področje vode in izbiro potrdimo s klikom na gumb Potrdi izbor.
Podatki o kakovosti pitne vode se nahajajo v kazalcu Kakovost pitne vode. Če na kazalec kliknemo, si ga lahko podrobneje ogledamo. S klikom na bližnjico Okoljski trendi si lahko ogledamo trend razvoja izbranega pojava. Tako kot za področje prometa, tudi za ostala področja trende prikazujejo obrazki različnih barv. Temni obrazki nas opozarjajo na to, kje v okolju so potrebne izboljšave. Zeleni obrazki pomenijo dobro, rumeni pa neopredeljeno stanje. Vsak kazalec ima v tabeli izpisan naslov in svojo identifikacijsko številko, šifra, na primer PR09, pred naslovom kazalca izpusti toplogrednih plinov iz prometa. Vsak kazalec ima svoj časovni podatkovni niz. Pogostost osvežitev je odvisna od razpoložljivosti podatkov. Če primerjamo zaporedna leta, vidimo, da se ocena stanja lahko spreminja. Če kazalec v posameznem letu ni bil posodobljen, ocene ni. Na levi strani je na voljo seznam tem, po katerih so kazalci razporejeni. S klikom na puščico ob imenu teme se nam ti prikažejo. Za ogled kliknemo na izbrani kazalec. Levo od identifikacijske šifre in imena kazalca je prikazan okvir presoje DPSIR. D pomeni gonilne sile, kamor spadajo socioekonomski dejavniki, kot na primer obseg potniškega ali tovornega prometa. P pomeni pritiske, ki popisujejo, koliko izpustov povzroča v okolje promet, energetika, industrija, kmetijstvo. S označuje stanje okolja, torej kakšen zrak dihamo ali kakšno vodo pijemo. I so vplivi na zdravje ali na ekosisteme. R pa odzivi, med katerimi najdemo cene goriv, davke na energente ter podatke o okoljskih subvencijah. Zeleno je obarvan tisti del sheme, kamor izbrani kazalec sodi. Vsak kazalec ima osrednje sporočilo, v katerem so zbrane najpomembnejše informacije. Te omogočajo hiter vpogled v stanje. Definicija nam pojasni, kaj kazalec prikazuje in opredeli pojme, ki jih kazalec obravnava. Na primer, kaj sodi pod azbestne odpadke. Stanje in trendi kazalca so opisani z grafi, podatki, v določenih primerih pa tudi s kartami. Vsak graf je opredeljen s podatki, ki so del preglednice. Podatke si lahko v CSV formatu prenesemo na svoj računalnik. Z vsakim kazalcem spremljamo razvoj pojava glede na opredeljen cilj. Ta izhaja iz EU zakonodaje ali priporočil, ki jih dajejo OECD ter Svetovna zdravstvena organizacija. Sledi komentar o stanju in trendih kazalca ter o ukrepih, ki se izvajajo na izbranih področjih. Vsak kazalec ima pojasnjeno tudi metodologijo pridobivanja podatkov. Na dnu vsakega kazalca najdemo datum zadnje osvežitve in avtorje kazalca. Zgoraj desno ima vsak kazalec označene letnice osvežitev. Zadnja osvežitev vsebuje podatkovni niz vseh predhodnih. S spletno aplikacijo Kazalci okolja v Sloveniji prispevamo k boljšemu razumevanju pojavov v okolju in hkrati nudimo osnovo za spremljanje okolja. Prepričani smo, da le z zavedanjem in novimi okoljskimi znanji lahko zagotovimo bolj zdravo in kakovostno življenjsko okolje. Čez par primerov teh kazalcev okolja, ki so vezani predvsem na kmetijstvo in podnebne spremembe. Če imate računalnike s sabo, vas vabim, da vtipkate ta naslov, ali pa tudi če vpišete v brskalnik kazalci okolja, bi vas, mislim, da prvi rezultat moral tja napotiti. Deluje pa prek telefonov, kot sem rekla. In mogoče najbolj očiten kazalec bi bil izpusti toplogrednih plinov, ki ga najdemo pod zavihkom podnebne spremembe in pa blaženje podnebnih sprememb. Spada pod obremenitve, kar je prikazano s tem P-jem, in vidimo, da ima zeleni obrazek, iz česar lahko sklepamo, da se izpusti toplogrednih plinov v Sloveniji zmanjšujejo. In če si pol malo pobliže pogledamo te grafe spodaj, prvi graf so izpusti bolj z evropskega vidika, potem drugi je po kategorijah glavnih toplogrednih plinov,
zadnji pa po sektorjih. In če se na tega malo bolj osredotočimo, vidimo, da v zadnjem času, se pravi zadnji podatek je za leto 2019, je bil največji delež izpustov v Sloveniji iz prometa, približno 30%, medtem ko je bilo iz kmetijstva z zeleno barvo približno 10%. Zdaj, verjetno vemo, da v kmetijstvu v bistvu je največji delež izpustov metana in pa dušikovih oksidov. In tudi to je eden izmed kazalcev. Tega najdemo pod zavihkom kmetijstva. In tudi tukaj gre seveda za obremenitve, je pa tukaj tale obrazek že malo bolj neopredeljeno. Ne? In z tega lahko sklepamo, da se s časom stanje kaj bistveno ne spreminja. Je pa tukaj mogoče zelo zanimiv tale graf, ki po deležih prikazuje, pri katerih procesih v kmetijstvu se pa največja količina nekega plina sprošča. In vidimo, da zelo močno prevladuje metan, izpusti metana pri fermentaciji v prebavilih rejnih živali. Drug glavni vir metana pa je skladiščenje živinskih gnojil. Če pa pogledamo potem bolj za ta dušikov oksid, je pa v bistvu gnojenje tako z živinskimi kot mineralnimi gnojili. In iz tega nekako lahko sklepamo oziroma to nakazuje, da je znotraj kmetijstva živinoreja nekako z vidika podnebnih sprememb najbolj obremenilna za okolje. Zdaj bi pa mogoče se še na kakšne vplive osredotočili, pa recimo pod podnebnimi spremembami imamo pod zavihkom prilagajanje podnebnim spremembam dolžino rastne dobe, ki jo že Gregor prej omenil. Kot sem rekla, tukaj gre pa recimo za vpliv. In tudi tukaj je tale obrazek neopredeljen. Sicer vemo, da se dolžina rastne dobe, tako kot drugod po Evropi, tudi pri nas podaljšuje, kar pa ni nujno niti dobro, niti slabo, zato je ta obrazek neopredeljen. In zdaj, v tem primeru tega kazalnika so pa na voljo tudi projekcije za prihodnost, ki smo tudi prej deloma videli. Tudi projekcije za prihodnost, ne glede na scenarij, kažejo, da se bo dolžina rastne dobe podaljševala, in sicer tako na račun zgodnejšega začetka, kot pa kasnejšega konca. In v bistvu je z tega vidika smiseln razmislek o vpeljavi novih rastlinskih vrst ali pa kultur, ki bi bile na to daljšo rastno dobo bolj prilagojene. Zdaj, kot zadnjega bi pa še enega v bistvu znotraj teh prilagajanja na podnebne spremembe, in sicer kmetijske suše. Prav tako gre za vplive. Tu pa vidimo, da je ta obrazek v bistvu siv oziroma žalosten. In to je zato, ker beležimo vedno več suš z vedno večjo jakostjo. In tudi na območju Alp, kjer v preteklosti recimo takih pojavov nismo beležili. Nove pa so, oziroma zaskrbljujoče, tudi hitro razvijajoče se suše v poletnem času, ki se pojavljajo zlasti ob vročinskih valovih. In tudi tukaj je iz tega grafa zelo lepo razvidno, kako se v bistvu te poletne suše nekako po letu 2000 zgoščujejo. In tudi suše, ki so bile razglašene za naravno nesrečo, to so te sčrpice. In tudi to nam kaže, da bo v kmetijstvu potrebne nekakšne prilagoditve, bodisi v smeri bolj prilagojenih rastlinskih vrst ali pa vpeljave tehničnih ukrepov, kot so namakanje in podobno. Tako, zdaj pa mislim, da nam bo počasi že časa zmanjkalo, tako da bi se vrnili na naš aha slides. Vidim, da ste tukaj zelo veliko že odgovorili, in sicer je kar pester nabor orodij, s katerimi ste se že srečali, pa upam vseeno, da vam je danes bilo predstavljeno kaj novega. Bi pa vseeno zdaj, potem, ko ste se spoznali s temi orodji, ki smo jih danes predstavili, prosili še za nekaj povratnih informacij, in sicer
prej je Gregor omenil, da imamo različne uporabnike, ne, ko so od raziskovalcev do kmetijskih pridelovalcev, do oblikovalcev politike. Zdaj je tukaj bo par vprašanj, vsako bo v bistvu z vidika enega od teh. In bi vas prosila, da se spet povežete na ta slides in odgovorite na vprašanje. Nekako pričakovano se tale tortni diagram gibal v smeri kazalcev okolja, ki so, se pravi, malo širše orodje, ne, če primerjamo z agrometeorološko napovedjo in pa sušomerom, je to mogoče bolj namenjeno res pridelovalcem hrane, medtem ko kazalci okolja pa so zanimivi tako za posameznike, kot pa za nekoga, ki bi recimo želel komunicirati podnebne spremembe ali pa kakršnekoli spremembe na okolju. Mislim, da smo se ustavili, tako da bi jaz šla kar na naslednje vprašanje tukaj. Naslednje vprašanje pa bi bilo, kaj bi kot pridelovalec pri orodju agrometeorološka napoved oziroma traktorčki pogrešali. To je pa vprašanje odprtega tipa, tako da lahko tudi med sabo predebatirate pa napišete. V glavnem, če vam še kaj takšnega pade na pamet, kar ni bilo omenjeno v Gregorjevih predstavitvah. Glede na to, da pač v vaših anketah tele agrometeorološke napovedi skoraj ni bilo, pač razumemo, da vi ste prava publika, mogoče za to, ampak recimo, če se skušate živeti od nekoga, konec koncev, ker bi tudi rad ob pridelavi hrane recimo zmanjšal svoj oblični vtis, kaj bi recimo pri svojem delu mogoče pogrešal. Bi se mu fajn zdelo, da bi pač bilo mu servirano. Ja, vse to je tipična naloga za ta efekt model za namakanje. Ja, kako zalivati. Ja, to, kdaj pa katero vrste kultur, to je zelo aktualno vprašanje. Vedno po vsaki suši se pojavlja, ker ponavadi je koruza na udaru, ker je ima zelo velike potrebe po vodi in to najbolj kritičnih obdobjih v juliju. In se pa vedno zastav vprašanje, ali je nujno, da je to koruze, ali mora res posod biti, ali ne bi mogoče bilo več diverzifikacije in tako dalje. In je nekaj premikov je na tem področju. Je pa res, da gre predvsem v smeri namakanja. Čeprav še pred leti se je smatrala, da koruza ni kultura, ki se je ekonomsko splača namakati, ampak bo verjetno zaradi tega, ker to pač področi probleme v celi verigi, ker predvsem za živinorejo namenjena, bo verjetno časoma tudi to treba biti. Mislim, da smo izčrpali ideje, ker zdaj že nekaj časa ni bilo nobene nove, še ena točno zadnja trenutku. Točno pa pologenski inženiring. Največji kritiki prepovedi gensko spremenjenih organizmov pravijo, da se s tem ravno temu odpovedujemo, ker pač gensko spremenjene vrste so tipično najbolj odporne proti škodljivcem pa suši. Mogoče bo treba še enkrat razmisliti, da bi vse se kaj na tem področju. Jaz se pravičujem, ker prganjam sam nesmal že uro. Ja, vse so še dve vprašanje. Šla kar naprej. No, potem je v bistvu
vprašanje z vidika raziskovalca oziroma tudi vas kot študentov, s katerim bi si v bistvu najbolj pomagali. Tukaj je zraven tudi ta vremenski portal Arso na seznamu. Tu sta zdaj spet v bistvu te dve orodji, ki omogočata download podatkov, se pravi, niso samo karte oziroma opisi, ampak dejansko številčni podatki, kar je povsem smiselno. Pa bom šla še kar na zadnje vprašanje, ki pa je, kako uporabna se vam zdi orodje Arso z vidika oblikovalcev politik. Tukaj pa v bistvu ocenite v bistvu na tem sliderju od 1 do 5 za vsako izmed orodij. V bistvu lahko gledamo, ta agrometeorološka napovedna povprečna ocena 3, sušomer 4, kazalci okolja pa so že malo bližje petici. Hvala vam za tele dodatne informacije, zdaj pa mogoče sem še Gregorja zaključila misli povabila. Ja. Mislim, da ne bi zdaj preveč besed gubila, sej pač, kakor ste videli iz v bistvu rdeče niti, ki je bila skozi naše predstavitve, mi mislimo, da pač prilagajanje oziroma blaženje podnebnih sprememb gre tudi skozi vsakodnevne prakse in pač vsaka prilagoditev oziroma vsaka optimizacija v smislu za prakse, ki gledajo k optimizaciji zmanjšanja energije in tako dalje, prispeva k temu, da pač se prakse spreminjajo. Zato pač po delavnicah tudi, ki jih pač smukovalci prirejamo, tudi vedno ta vidik izpostavljamo. To je pa to, hvala. Hvala.